Aktivnosti povezane s prevzemom kmetij nam bom predstavila Katarina Dolinar, samostojna svetovalka iz Podjetniško-trgovske zbornice, Gospodarske zbornice Slovenije. Temu pa bo sledila predstavitev lastniškega prenosa kmetij skozi oči Katarine Uršič, mlade prevzemnice na kmetiji Pustotnik, ki se bo pogovarjala z gospo Sibono Lobnik-Ambrožič, samostojna svetovalka. Izvolite. Spoštovani mlade kmetice, mladi kmetje in vsi ostali spoštovani gostje. Lepo vas pozdravljam, bom zelo kratka v imenu Podjetniško-trgovske zbornice in Gospodarske zbornice Slovenije in tudi seveda v svojem imenu. Na mladih svet stoji, pa verjamem, da se moramo malo odpočiti od teh številk, ker bo sicer zelo zanimivo, ampak težko zaračunati. Tako da mi bomo zdaj nekaj besed spregovorili o prenosu lastništva. Veseli smo, da lahko primer dobre prakse predstavljamo v Sloveniji doma, na katerega smo tudi zelo ponosni, pa primeri dobre prakse tudi pri nas niso iz Finske, ampak pač iz vseh evropskih držav. Tudi pri nas pač obstajajo finančni inštrumenti, vendar je voucher za prenos lastništva trenutno zaprl se je 18.8. Bojo pa sredstva na voljo že konec tega leta. Tako da si vse podrobnejše informacije lahko preberete na spletni strani Spirit Slovenija, Slovenski podjetniški sklad in pa seveda na vseh spot točkah v Sloveniji. Veliko čast mi pa je, da v bistvu smo danes tukaj zato, da bomo poslušali en zanimiv pogovor med gospo Katarino Uršič, ki je ena izmed mladih prevzemnic oziroma naslednic kmetije Pustotnik, verjamem, da vsi poznate, ima že dolgoletno tradicijo, in pa Simono Lobnik-Ambrožič, ki je psihodinamična svetovalka za odnose pri podjetjih z podjetja Evra. Osvetlili vam bosta predvsem psihološki vidik, ki je pogostokrat v bistvu zanemarjen, ker se ga ne da izračunati, se pravi ni merljiv, tako kot so merljivi pač finančni in pa seveda davčni vidiki. Tako da smo veseli, da se lahko ta vidik predstavi in izpostavi. Gospa Uršič vam bo predstavila odnose v družini. Gospa Ambrožič-Lobnik pa predvsem, da je zelo potrebno v takem procesu, zelo pomemben del tega procesa tudi svetovanje, zunanje svetovanje svetovalca, ki ima znanje iz psihologije takšno ali drugačno, da lahko vodi prevzemnika skozi proces. Tako da, dami, izvolite, verjamem, da bo zanimivo. Hvala za napoved, Katarina. Medve bomo skušali malce predstaviti, zelo na kratko, kot ste slišali že najine predhodnice, časa nimamo veliko na voljo. 30 minut so rekli, tako da jaz se bom zelo potrudila, da bova s Katarino vsaj nekaj informacij vam predali. Sva se pa dogovorili, da ravno zaradi tega, ker je časa omejeno, bom čisto na kratko najprej predstavila kmetijo Pustotnik iz Poljanske doline. Prvi znani gospodar kmetije naj bi se po velikem tolminskem puntu vračal skozi Poljansko dolino, ko mu je pot prekrižala ljubezen. Skupaj svojo izbranko je v last prejel že dolgo mirujočo kmetijo brez naslednikov, Pustoto, in si v Poljanski dolini ustvaril dom. Od takrat so se na kmetiji menjali rodovi, generacije in družine, hišno ime Pustotnik pa se je ohranilo vse do danes. Pred 35 leti je kot naslednik kmetijo prevzel oče Milan, danes je tudi z nami, tamle zadaj, mu malo pomahamo. In skupaj se lahko mu date en aplavz, ja. In skupaj z ženo Žužo začel pisati zgodbo o sirarstvu. V tistem obdobju so bili pogoji za kmetovanje zahtevni, odkupne cene mleka izjemno nizke in tako sta Žuža in Milan hitro ugotovila, da bosta morala, če bosta želela, da kmetija živi dalje, poiskati dodaten vir zaslužka. Vedela sta, da so v Poljanski dolini dobri pogoji za prirejo kvalitetnega mleka in priložnost videla v nadaljnji predelavi. Takšnih majhnih zasebnih sirarn takrat v Sloveniji še ni bilo. Marsikdo je dvomil v njune načrte, težko je bilo priti do potrebnega znanja in opreme. Tudi zakonodaja tega področja še ni urejala.
z veliko mero entuzijazma in predvsem predanim in trdim delom sta premostila vse prepreke in težave. Žuža je med polletnim šolanjem v Švici nabrala potrebno znanje za začetek in tako so v domači garaži kmalu začeli nastajati prvi hlebci sira. Dejavnost sirarstva se je počasi širila in kmalu presegla okvirje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Leta 1991 sta tako Milan in Žuža ustanovila podjetje, pod okriljem katerega deluje predelava mleka ter prodaja izdelkov. Matična kmetija je obdržala osnovno dejavnost prireje mleka in v vseh teh letih deluje kot glavni dobavitelj podjetju. Poleg domače kmetije sirarna povezuje še 4 partnerske kmetije, ki dobavljajo kravje, kozje in ovčje mleko. Z razvojem sirarstva pa so na domačem dvorišču odraščali tudi 4 otroci. 3 so s kmetijo ostali povezani vse do danes, ker s podporo predanih sodelavcev nadaljujejo hišno tradicijo. Družina, tako pravijo, je zanje veliko več. So sodelavci in so prijatelji. So dobavitelji, so kupci, poslovni in zasebni partnerji, prav vsi so družini dali poseben pečat in tako postali del nje. 6 let mineva, kar je kmetijo kot mladi prevzemnik prevzel drugi sin Nikolaj. Sestri Elizabeta in Katarina pa sta se zaposlili v domačem podjetju. Prva skrbi za prodajo in marketing, Katarina, s katero bova danes poklepetali, pa je prokuristka podjetja. Najstarejši sin Benjamin sicer ni vpet v delo na domačem dvorišču, so pa vsi otroci med seboj zelo povezani in na ta način razmišljajo tudi o nadaljnjem upravljanju kmetije in podjetja. Mama Žuža in oče Milan se počasi ozirata proti bolj umirjenemu obdobju. Otroci pa prevzemajo njuno delo. Črpajo znanje in izkušnje, ki jih imata in vzgajajo mlado generacijo, ki bo mogoče nekoč nadaljevala njihovo zgodbo. S Katarino sva govorili, ko sva se spoznali in ugotovili, da bi lahko govorili ure in ure, ampak na voljo imava le nekaj kratkih minut, zato se bova osredotočili predvsem na ta psihodinamski vidik, na čustven vidik, na odnose, na komunikacijo, empatijo in razumevanje znotraj družine. Tisto, kar je ključno, če želimo, da prenos med generacijami uspešno steče. Začeli bova s prevzemom kmetije. Vaš oče je kmetijo že predal na naslednika. Kaj pa ostali 3 sorojenci? Med najnim pogovorom ste mi omenili zelo zanimiv pogled na lastništvo in na upravljanje kmetije. Da je tak prenos mogoč in da bi to dejansko lahko zaživelo, morajo biti odnosi v družini resnično pristni in odprti, predvsem med vami v družini in pa širše. Obenem pa sem prepričana, da je zadaj zagotovo zgled, tisti pozitiven zgled, ki sta vam ga dala oče in mama. Hvala za tole predstavitev. Lep pozdrav sem tudi v mojem imenu. Danes ste verjetno slišali že veliko koristnih informacij, veliko številk, s katerimi se tudi treba ukvarjati. Moj pogled na vse skupaj bo mogoče malo drugačen. Tako kot je že omenila gospa Simona, nekje 6 let nazaj je moj oče že prišel do tega oziroma se je odločil kmetijo predati nasledniku. Moj brat je takrat štel dobrih 25 let in sem vesela, da smo to že speljali. Moj oče pravi, da takrat, ko smo mladi še dosti neumni, da smo pripravljeni po cele dneve delati, takrat je treba narediti prepis kmetije. In se mi zdi, da je to v bistvu nekako eno glavno vodilo na vsem vam, ki kmetijo predajate in tisti, ki jo prevzemate. Dajte to delati zato, ker ste za to se iskreno odločili, ker vas to veseli. Jaz moram priznati, oziroma sem zelo vesela, da nismo bili nikoli deležni kakšnih moralnih pritiskov ali pa dolžnosti, da moramo nadaljevati s tem, kar sta oče pa mama začenjala. V bistvu ravno nasprotno, v nekem obdobju smo vsi se odselili od doma, smo živeli drugje, smo študirali, smo delali v drugih panogah, ampak kri ni voda in nekako počasi smo se začeli vračati nazaj domov.
In se mi zdi, da to je ključno, da se za to odločite sami, zato ker vas to veseli, zato ker v to verjamete. Danes mislim, da že naš prvi govornik je govoril o tem, da mora ta iskrena želja in veselje do tega dela izhajati iz vas in v resnici je tako, zato ker je včasih zelo naporno, ni enostavno in je velikokrat v bistvu ena ta notranja želja in veselje do tega dela edina stvar, ki vas bo potegnila naprej. Kako je Katarina zdaj s tem lastništvom kmetije? Pravite, upravljamo jo. Ja, tako, mogoče sam, da na hitro, pri nas je v bistvu ta prenos kmetije stekel zelo po šolsko. Oče je prišel s tem, da je čas, da kmetijo prepiše. Mi smo 4 sorojenci. V Sloveniji velja zakon o zaščiteni kmetiji, ki ne dopušča, da se kmetija deli. In 3, se pravi najstarejši brat, mlajša sestra in jaz, smo se deležu na kmetiji odpovedali, zato da je ostala v celoti in je bila prepisana na Nikolaja. In v bistvu to, da smo se odpovedali deležu, niti ni bil tak problem, ker smo vsi dobro vedeli, da skupaj s kmetijo pridejo predvsem odgovornosti in obveznosti. Sem pa jaz takrat nekako vsem v nekem pogovoru z očetom se mi je zdelo nekako logično ali pa smiselno, sem rekla, seveda ne, sej brat je dobil kmetijo, bo pa potem tukaj manjši delež v podjetju, pa se bo ta vrednost poglihala. In me je oče v bistvu takrat zelo hitro ustavil in mi je razložil naslednje. Kmetija ni premoženje, ki je tvoja last in jo dobiš, ampak je nekaj, kar dobiš v upravljanje. S kmetijo moraš gospodariti dobro, če so časi ugodni, jo moraš ojačati, če so časi težki, se moraš boriti, da ohraniš vsaj tako, kot si jo dobil, in ko pride čas, jo daš naprej naslednji generaciji. To ni premoženje, ampak je nekaj, kar dobiš v upravljanje in kar ti daje možnost, da na tem gradiš in ustvarjaš tisto, kar rabiš za to, da tekom svojega aktivnega življenja pač živiš od tega. In zato, da to razumeš, morajo biti odnosi še posebej dobri. O tem bova malenkost kasneje. Sem pa razmišljala, živeti na kmetiji, si predstavljam, pomeni živeti s kmetijo pravzaprav. Kako je z delovnim časom? Kaj pomeni pravzaprav, da je delo vrednota? Ja, delovni čas na kmetiji je zelo fleksibilen, ne? Ja. Nimamo nadrejenih, pa si lahko vse sami prilagajamo. Ne, mislim, da vsi, ki tukaj sedite, dobro veste, kako izgleda življenje na kmetiji. In mogoče v uvodu ali pa v tej predstavitvi tudi zgodba naše družine se tako na papirju sliši zelo lepo. In pač moram priznati, da sta oče pa mama ogromno naredila. Ampak kljub temu ni bilo enostavno, ne včasih, niti ni zdaj. Večja, ko je stvar, več je skrbi, večje so odgovornosti, obveznosti, tako da to vas moram potolažiti, da ni nikoli boljše, ne glede na to, ali imate v štali 5 krav ali jih imate pa 100. Tako da predvsem se mi zdi, da ponovno, malo se že ponavljamo, ampak pač to delo zahteva neko predanost, ravno zaradi tega, ker je zelo neobičajno ali pa mogoče se včasih tudi težko umešča v sodoben svet pa v tempo življenja, ki ga živimo. Govorili smo o odnosih. Odnosi so tisti, ki so res ključni, ki so pomembni. Kaj bi rekli, kakšni so torej ti odnosi med vami, med otroci, med partnerji? Partnerji so tudi že del vaše družinske kmetije, pa med starši, sodelavci, ki niso del družine. Kakšne so vrednote? Jaz tako rada rečem, ko me kdo vpraša, kaj v bistvu delam in kaj je moja funkcija, imam tak zelo enostaven odgovor, delam z ljudmi. Delam z našimi zaposlenimi, delam z našimi naročniki, z našimi dobavitelji in v prvi fazi z svojo družino. Zato, ker enostavno, če smo želeli, da se zadeve razvijajo, da nekako ta medgeneracijski prenos uspešno speljemo, to zahteva veliko ene energije, ene pozornosti. V kakšnem primeru mogoče celo več kot naše delo. In nekako
jaz bi zadeve strnila tako. Generacija, ki kmetije prevzema ali prevzema podjetja, saj tukaj v resnici ni nekih takih velikih razlik, mora razumeti ali pa mora vzpostaviti en občutek empatije in poskušati razumeti generacijo pred vami. Predati eno tako stvar, v katero človek vlaga celo življenje, ni enostavno, zato je treba biti potrpežljiv, razumevajoč, je treba spoštovati vidike starejše generacije. In tisto, iz česar sem jaz iskala, je predvsem to, da nekako sem želela, da z svojim delom in svojim pristopom zgradimo to zaupanje ali pa dokažemo očetu pa mami, da stvari obvladujemo, da smo resni, da ne bomo zapravili tisto, kar sta ona dva ustvarjala. In se mi zdi, da to je sigurno en dober način, zato ker ko človek, ko celo življenje nekaj ustvarja, vseeno vidi, da za njim generacija to suvereno prevzema in da stvari obvladuje, če tudi ne mogoče na tak način, kot si oni zamišljajo, bo vse skupaj lažje predala naprej. Tako da mladim polagam na srce predvsem to, da bodite potrpežljivi in nekako potrudite se pridobiti zaupanje starejše generacije. Starejši na drugi strani pa morate razumeti, da mladi na stvari gledamo drugače, da verjetno marsikaj ali pa praktično nič ne bomo počeli tako, kot ste počeli vi, zato ker se tudi svet okrog nas vrti drugače, kot se je pred 30-40 leti in pač moramo pristopati na drugačen način in poskušajte to razumeti. Jaz verjamem, da je včasih težko, tudi težko je gledati, ko nekdo mogoče ponavlja tvoje napake, ampak tudi to je treba dopustiti, zato ker pač nam morate dati priložnost, da kakšno stvar izkusimo tudi na svoji koži in da mogoče, se pravim, dobimo nek svoj način, kako bomo kmetijo kot tako vodili naprej. Tako da, če bi mogla izpostaviti, kaj je tisto, na čemer gradite znotraj družine, je sigurno to spoštovanje, je potrpljenje, ogromno potrpljenja iz vse strani, ker pač se je treba prilagajati in je treba sprejemati kompromise. In pa probajte vseeno vzpostavljati neko empatijo. Starejši probajte razumeti mlade, da si želijo sprememb, da se bojo zadev lotevali drugače. Mladi pa moramo vzeti v zakup to, da pač ni enostavno izpustiti iz rok nekaj, za kar si se odrekel in delal celo življenje. In mislim, da če so ljudje v družini nasplošno razumni, se vse da. Ampak treba je biti spoštljiv, treba je biti potrpežljiv in ja, se da. Spoštovanje, empatija, razumevanje, potrpljenje, sprejemanje drugega pravite. Kako pa to vse obvladovati v času teh hitrih sprememb in nenehnih izzivov? Kako v bistvu vi obvladujete te spremembe, te izzive? Sta jih ne, no. Pa zelo težko. Moj dan ob 7 zjutraj je precej drugačen kot ob 9, tako da se precej hitro zadeve spreminjajo. Mislim, da tukaj je prav, no, ali pa nekako jaz sem mogoče v enem obdobju, namreč zdaj teče 10. leto, odkar sem del domače zgodbe in moram priznati, da mogoče na začetku seveda smo pač podvrženi pritiskom, so neke akutne situacije, človek težko spi, na računu manjka financ, treba je poplačati določene zadeve, skratka, pač to mislim, da doživljamo vsi in jaz o tem mirno govorim, ker sem prepričana, da nismo edini, ki dajemo to skozi. In vem, da na začetku se mi je zdelo, da nam je težko, nam je hudo, smo pred velikimi pritiski, marsikdo v družbi tega ne ceni, ne spoštuje in pač to ni prav. Ampak seveda nek tak pristop pa pogled na stvari človeku ne naredi nič dobrega. Če hočeš iti čez take težke obdobja in situacije, se mi zdi, da je v bistvu na koncu najbolj važno, da je glava tista, ki je usmerjena v pravo smer. In v bistvu danes na stvari gledam enostavno tako, da življenje, ki smo si ga izbrali, ima ogromno prednosti. Stvari, ki bi si marsikdo želel, da jih ima, pa jih nima, nam so pa
dane. In je dobro, da se človek usmerja energijo v tisto, kar ima, ne tisto, kar mu manjka ali pa kar nikoli ne bo mogel imeti. Druga stvar, ki pa v bistvu s katero sem se pa mogla sprijazniti ali pa mogoče mi je tudi krog ljudi okrog mene malo postavil ogledalo, je pa to, da pač to se ne dogaja samo nam. Nismo samo v kmetijstvu kmetje tisti, ki smo pod pritiski, pa ki nam ne špilajo finance, pa ki smo podvrženi poplavam in ujmam in ogromno nekim stvarim, na katere moramo vplivati. To se pač dogaja vsem ljudem. Se dogaja ljudem, ko so v službah in so ravno tako pod pritiski. Se dogaja ljudem, ki menedžirajo in imajo velika podjetja, tudi tistim, ki, ne vem, so del javne uprave. Skratka, danes je pač svet tak, da se vrti hitro, da se dogajajo stvari hitro, da se ljudi pričakuje ogromno in pač to se ne dogaja samo nam, je pa to treba vzeti v zakup in predvsem se mi zdi, da je važno, da se človek usmeri v tiste pozitivne in dobre stvari, ki mu jih tak način življenja prinese. Ko je najbolj težko, kaj je tisto, kar motivira vas in kako vi motivirate ostale? Ako je najtežje? Jaz rečem, lahko bilo še slabše. Ne, jaz moram priznati, da sem nekako sama pri sebi razvila ta pristop, da takrat, ko je res hudo, ker pač tudi to se dogaja, pa mogoče niti ne toliko iz teh družinskih vidikov kot iz poslovnih, se pravim, pa smo se zbudili v petek po noč, pa nas je zalili in kaj zdaj. In sem videla, da pač mi si to, kar delamo, naše kmetije, naša podjetja, si pač jemlješ k srcu, to je del tebe, tu si osebno s tem povezan, na to si čustveno vezan in svet se podre, če stvari grejo narobe. In v tistih najhujših situacijah se probajte malo odmakniti, malo zadihati in si rečete, situacija je taka, rešili bomo tako, če pa ne bo šlo skozi, bo pa šla zadeva mimo, bomo poiskali službo, bomo našli drugo stvar, smo zdravi, smo živi, smo v zagonu in pač ni konec sveta zaradi tega. Enostavno je treba te stvari nekako dati ven, ker več kot toliko človek sam pri sebi ne zmore. Rekli sva, da se bomo malo dotaknili tudi komunikacije, pa malo tudi odnosov. Kako je to zdaj, sediš skupaj z mamo, z očetom, delaš, pride do konfliktov, pa pride nedelja, pa imaš nedeljsko kosilo skupaj, pa kar vse v nedeljskem kosilu, v bistvu imaš kar sestanek zraven ali kak? Ne, mi ob nedeljah ne tiščimo več prav zelo veliko skupaj, če sem iskrena. Ne, malo hica. Tako je, prvo, kar je, moram priznati, da smo si zagotovili dovolj bivalnih površin, da živimo vsak na svojem koncu in da imamo malo ločena gospodinjstva in vsak svoj dom, zato ker pač enostavno vsak potrebuje tudi malo prostora zase. Naši sestanki so zelo taki, kako bi rekla, oče ponovadi malo zamuja, mama prileti pa pol hitro gre, bratu se zmeraj mudi, ker na kmetiji delo ne čaka, pa to je težko. In potem je to tako zelo, kako bi rekla, dinamično in jaz sem videla, da enostavno nam ne uspe, da mi se vsak teden v določenem dnevu, v določeni uri dobimo, ker to je pač logistično neizvedljivo in v bistvu te zadeve delamo dnevno sproti, ko je prilika, ko se pije kava, se pogovarjamo, tudi nekako jaz, če imam kakšne večje zadeve v planu ali pa nekako o čem razmišljam, se ločeno pogovarjam z očetom, pa mu potem dam par dni časa, da malo premisle, pa da mogoče pride še s kakšnim predlogom, pa naredim isto z bratom in potem z mamo in potem postopoma zadeve komuniciramo do točke, kjer vidimo, da je pa mar biti fajn, da se usedemo dol in da kaj konkretno dorečemo. Takrat, ko so pa situacije konfliktne, pa ponovadi gremo vsak na svoj konc in si damo malo miru, da stvari predihamo in pač gre zadeva mimo. Zato se mi pa zdi važno, da tisto, kar je res hudo, je, ko se enkrat začnejo gojiti neke zamere, ko se te stvari potencirajo. Tako da, če to ne morete sami pri sebi razdelati, pač probajte skozi pogovor. Včasih pa
dajte kakšno stvar samo pustiti, da mine, da se poleže, pa mogoče čez en teden ne zgleda več tako hudo, pa lahko grejo stvari naprej. Ker če bi si tako človek preveč k srcu jemal, pa se preveč na to vezal, je preveč, no, gre težko skozi. Preden greva na še mlajšo generacijo, morda pri kraju, kako naprej? Tudi vaše čaka prenos lastništva v podjetju, kako boste to izpeljali? Kmetijo smo prenesli prenos podjetja, v bistvu na to se pripravljamo zdaj. Je spet zanimiva situacija, zato ker vsem smo 4 sorojenci, najstarejši brat živi v tujini, pač v to ni vpet, ampak mu seveda del tega pripada, če drugega ne, je prav, da je tudi on soudeležen. In mogoče iz tega vidika se mi zdi smiselno nekako izpostaviti to, da ko se je naš najstarejši brat odločil, da gre v tujino, da si najde drug način življenja, se je nekako vsem nam zdelo smiselno, ker je bilo očitno, da mu tak način življenja in to delo ne ustreza. Smo pa še vedno kot bratje in sestre izjemno povezani in zdi se mi zelo pomembno, da to, da se on odločil, da ne bo del družinskega podjetja, ne pomeni, da ni del družine. Se pravi, da še vedno pašemo skupaj, še vedno smo bratje in sestre, še vedno prihaja domov, spremlja, kaj se dogaja na dvorišču, marsikdaj prinese s seboj kakšno dobro informacijo in v bistvu ta vzorec se mi zdi izredno pomemben, ker za nami prihaja naslednja generacija, ki trenutno šteje 7 otrok in zagotovo ne bo vseh 7 ostalo na domačem dvorišču in tudi tisti, ki se bojo odločili, da grejo drugačno pot, morajo to narediti z mirno vestjo, ne pa z občutkom, da se umikajo iz družine. In tudi tam, kjer vas je več v naslednji generaciji in pač kmetija ostane enemu, ostali si pač izberejo drug način življenja, ampak se mi zdi, da te vezi med sorojenci se ne prepletajo s tem, za kar se človek v življenju odloči, da bo delal. Preden še greva na tisto, ta tretjo generacijo, ki prihaja, zelo zanimiv vidik je vedno tudi, kadar je povezava s partnerji, ki prihajajo zraven. Se pravi, mama in snahe, oče in zeti, kako pa te povezave tečejo? Ja, moj mož dela čisto druge stvari, zaposlen drugje in jaz sem zelo vesela in nimam nobene potrebe, da se vključuje v naše podjetje. Imamo pa zanimiv primer in sicer moj brat je pred leti pripeljal domov eno luštno deklico, preprosto za najmanjše kmetije, ki je študirala živilsko tehnologijo in zelo jo je zanimala predelava mleka. Sem rekla, bratec, bravo, dobro si izbral, tale bo pasala na dvorišče. In v resnici je nekako se uspela vpeljati v to, kar se dogaja, za kar jo zelo spoštujem, ker verjamem, da ni bilo vedno enostavno preleteti na tako družino, kot smo mi. In v bistvu to, kar smo uspeli 1 leto nazaj speljati, je to, da se pravi naša ta mlada, naša Ana, je lani spomladi prišla iz porodniške in je prevzela vodenje sirarne in v bistvu prenos znanja in prenos dela je potekal med snaho in med taščo. In mi še vedno kdaj v nedeljo gremo skupaj na kosilo. Tako da smo to uspešno speljali, ampak ponovno s potrpljenjem, z, kako bi rekla, veliko mero neke empatije, tudi nekako počasi, postopoma, da tisti, ki predaja stvari, da se ne čuti odrinjen, ampak da ve, da je tam zato, da stvari predaja in da tisti, ki prevzema, da počasi prevzema nova znanja, začne obvladovati stvari. Tako da ja, mislim, če sta to naredila snaha pa tašča, pol se da. Greva še na mlajšo generacijo, boste v delo vpeli tudi svoje otroke. Lahko se zgodi, da se bodo družini na poslu namreč pridružili že zelo kmalu. Ko sva se pogovarjali, sva rekli kakih par let, pa se že zna najstarejši pridružiti. Kako gledate na to? Ja, pač absolutno bojo naši otroci delali. Pač delo je vrednota in v tem bomo mi vzgajali tudi svoje otroke, tako da jaz pravim, ko so enkrat dovolj veliki, da vidijo čez mizo, čez delovni pult, potem se že najde kaj primernega.
Pač sigurno bojo vpeti v to, kar se dogaja, bojo imeli možnost si mogoče celo ta privilegij, da bojo lahko izbrali, kaj bojo delali ali pa kaj bo veselilo. Seveda v teh, kako bi rekla, najstniških ali pa mladih letih, kaj bojo kasneje počeli v življenju, se bojo pač odločili sami, vsekakor. Vem pa, da jaz osebno bom pri svojih otrocih poskrbela, da, tako kot sem rekla, da bojo razumeli, da je delo vrednota in da je pač v življenju treba delati, če želiš, da nekaj v zameno za to pride. Kar se pa tiče te menjave generacij, sem pa tako, kot sem tudi rekla, se mi nekako zdel prav, da zaključim za eno tako mogoče malo humorno, ampak zelo realno situacijo med mano in mojo mamo, ki se je zgodila kakšno leto nazaj in mi bo verjetno ostala v spominu za vse večne čase. Jaz večino delovnega dneva preživljam v pisarni, imava jo skupaj z mami, ona pride, kaj naredi, gre, skratka, jaz sem bolj kot ne tam. In tako je bilo pač tudi tisti dan, je prišla in je vnašala neke številke v neke tabele in nekaj 10 minut sem jaz tu malo spremljala, pa se nisem mogla več zadržati, nekaj, dej, mami, a mi lahko tole pustiš, bom jaz to naredila formule, pa bomo to sproti vnašali, ne rabiš to na roke delati, preveč je dela. In tipično, ne, že 20 let tako delam. Če sem 20 let tako delala, bo tudi zdaj to v redu, pa jaz to pokontroliram, pa to, pa ok, v redu, ne, lahko bi to drugače, bo lažje, bo hitreje. In v tistem se obrne k meni in pravi, joj, Katarina, jaz res upam, da bom še čez 15-20 let tukaj okrog, da bom videla, kako bo izgledal, ko bo ta isti otrok, ki mu zdaj brišeš rit, tebi solil pamet, kako je treba delati. Tako da, in pol je še pripomnila, da če bom želela, da lahko prijem k njej po nasvet. Tako da hočem to reči, no, da tako stvari izgledajo, ne, prejle sva se z očetom pogovarjala, par let mu manjka še do penziona, tudi mama, ampak moj najstarejši nečak je zdaj star 8 let, ne, tako da slabih 10, pa če se bo odločil, bo mogoče že zraven, se pravi, da tisti čas, ko bomo mi solo, bo zelo kratek, ne. Tako da se mi zdi, da tega smo na kmetijah vajeni, da so generacije združene, da so tudi po 3 skupaj v to vpete, zato je pa toliko važno, no, da skrbite, da so odnosi med vami v redu, da mogoče moram tle še povedati, da ne boste mislili, da je pri nas vedno vse krasno, pač daleč od tega, ne. Ampak se da, pač da se z nekim razumevanjem, potrpljenjem in vsem tem, se da te stvari izpeljati in če se speljajo in če funkcionirajo, so lahko zelo lepe in prijetne in dajo človeku eno lepo življenje in ob tem pač ustvarjaš nekaj, na kar si res ponosen. Sem prepričana, da če bi vas vprašala, katera vse čustva prihajajo čez teden ali pa teden za tednom ven na kmetiji, da bi bilo ogromno pozitivnih, ogromno lepih, pa tudi kakšna taka, ki jih je bolje zadržati kdaj zase. Ampak tako, kot ste lepo rekli, bom še enkrat povzela, ker je to ključ za dobre odnose, se pravi, kadar velja razumevanje, spoštovanje, empatija, potrpljenje in sprejemanje drug drugega, potem je lahko tudi delo v družinskem podjetju, v tem primeru na družinski kmetiji, prijetno. In garant za vse naslednje rodove, da raste, se razvija, tako kot ste rekli, ko dobiš kmetijo v upravljanje. Katarina, hvala lepa. Hvala. Če je kakršnokoli vprašanje za Katarino, izvolite. Kaže, da sva bili zelo izčrpni, tako da hvala lepa. Hvala.